O programu Ekošol komentar dneva Nada Pavšer. Program Ekošol v Sloveniji je v zadnjih letih prerasel vsa naša pričakovanja, ker se je razvil v največji vzgojno-izobraževalni program, ki že 13 let sistematično vzgaja in ozavešča našo mladino in preko lokalnih skupnosti tudi druge prebivalce Slovenije o skrbi za varovanje okolja, narave, za boljše medsebojne odnose in s tem predvsem pri mladi generaciji krepi zavedanje, da mora prav vsak izmed nas nekaj storiti za bolj čisto okolje. Trenutno poteka v 560 šolah, vrtcih in domovih za obšolske dejavnosti. Prepričana sem, da med nami ni nikogar več, ki bi še dvomil o tem, da je zaradi podnebnih sprememb še zdravjem našega planeta resnično nekaj hudo narobe. Časa za ukrepanje imamo vse manj. Slovenske ekošole so v teh prizadevanjih kot svetilnik, ki kažejo pot v pravo smer. V 13 letih smo s svojim delovanjem to tudi dokazali. Predvsem pa še v zadnjih letih, ko smo začeli med prvimi v Sloveniji v ekošolske programe uvajati izobraževanje za trajnostno prihodnost. Pri tem želim poudariti posebej na prizadevanja nacionalne koordinacije ekošol, ki želi poleg vzgojnih izobraževanja za trajnostni razvoj posamezne ekošole spodbujati, da tudi same nekaj storijo za zmanjšanje rabe energije in čisto okolje. S pomočjo pilotnega projekta z naslovom Uvajanje energetskega knjigovodstva v šole, ki ga izvajamo skupaj s šolskim centrom iz Velenja, smo tudi v praksi dokazali, da vsaka šola lahko brez dodatnih investicij na leto prihrani vsaj 10 do 15% energije. Za začetek pa ekošole vabim, da se v čim večjem številu priključijo vsej evropski kampanji Izklopi stikalo, ko ne potrebuješ, Flick the Switch. To je zelo konkreten projekt, ki bo v vseh državah Evropske unije lahko doprinesel k varčevanju energije in sredstev. To pa je le eno področje delovanja ekošol. Ekošola resnično postaja šola prihodnosti in vse pomembnejši oblikovalec prihodnjega razvoja Slovenije. Zato pozivam Ministrstvo za okolje in prostor in Ministrstvo za šolstvo in šport, da se čim prej uredi sistem sofinanciranja ekošol, ker je le-ta po 13 letih delovanja še vedno vezan zgolj na pristojbino šol in pri posameznih projektih na pomoč družbeno odgovornih podjetij, kot na primer Mercator, Telekom, Toyota Motors, Europe in podobno. Pristojbina šol bi morala biti le simbolična, kot je to v večini držav izmed 47, kjer poteka program ekošol. Še posebno letos, ker smo pristojbino morali celo povečati zaradi dodatnih mednarodnih kriterijev spremljanja, je med šolami veliko upravičenega negodovanja in tudi kar nekaj izstopov iz programa. Mislim, da si tega v tem času ne želimo, zato je nujno skupaj s pristojnimi ministrstvi resnično poiskati rešitev. Gre za manj kot 1/3 letne bruto plače enega izmed slovenskih direktorjev. Da bo ta program, ki mu lahko resnično rečemo, da je zgodba o uspehu, v prihodnje deloval še bolj učinkovito in korist nam vsem.